Čeprav izhaja razstava iz kako bi rekel, najbolj akademskega vadbenega predmeta risbe, je pravzaprav njeno virtuozno obvladovanje tega vsakdanjega pisala Cooleyja nekaj, ki absolutno transgresira njene skromne začetke. In zato smo se tudi trudili s to postavitvijo zajeti ta neverjeten diapazon možnosti, ki nam ga pač ponuja Cooley. Razstavo smo nekako v grobem razdelili v 4 sklope, ki jih zaznamuje tudi zelo različna postavitev. Pričaka nas neka monumentalna, višje postavljena postavitev centralne stene, ki obvladujejo virtuozno, monumentalno opredeljene človeške figure, svojevrstna kvadratura, trompe-l'œil freska, ki nekako svojo virtuoznostjo tudi skriva lastni temelj, svoje pisalo Cooley. Na desni steni imamo povsem drugo logiko postavitve, širok nabor del, ki si nekako sledijo bolj po nekih kriteriju velikosti in nekako zajemajo to steno kot neka predmoderna galerija, kakšne plemiške palače in pravzaprav sugerira pravzaprav to vsestranskost samega Cooleyja. Leva stena je pač v povsem drugem slogu postavitve postavljena pač bolj konceptualno, ker tu vladujejo konceptualna dela. Predstavlja pač nek bolj čist, bel, meditativen prostor, ki nas nekako zamakne v našo notranjost, medtem ko 4. sklop, ki se drži samo enega vogala galerije, nekako med samo galerijo in ulico, zajemajo kroki, tiste najbolj hipne, nonšalantne stvaritve študentov in zato tudi tako nazorno predstavljajo neko povezavo med ulico in samim prostorom galerije. Kemični svinčnik zagotovo spada med tiste patente 20. stoletja, ki so močno zaznamovali naša življenja, prav zaradi te svoje vse prisotnosti v smislu pisala. No in na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani smo se začeli spraševati, kakšne pa so izrazne možnosti Cooleyja kot risala. Ta naša razstava nekako izhaja iz 2 temeljnih izhodišč. Eno je risanje oziroma risba, ki je na nek način zelo pogosto prisotna skoraj pri vseh ustvarjalnih postopkih in na naši razstavi se pojavlja v smislu svoje neke delovne pojavnosti, v smislu krokijev, prav tako pa v smislu nekih celovitih likovnih avtonomnih del. Drugo izhodišče pa je seveda Cooley, širšo javnost, ne samo mlade, ki so nekako rojeni v to dobo ekranskih digitalnih medijev, širši javnosti postavljamo vprašanje, ali je Cooley, ali ostaja Cooley kot pisalo in kot risalo arhaični medij.